Manj kot 2 evra mesečne plače, pomanjkanje osnovnih dobrin, korupcije, preganjanje političnih nasprotnikov. To so glavni razlogi, zaradi katerih je več kot 7 milijonov ljudi zapustilo Venezuelo pod Madurom. Med njimi tudi številni potomci slovenskih zdomcev, ki so v Venezuelo odšli po drugi svetovni vojni. Navdušenja nad ameriško akcijo ne skrivajo, jih pa skrbi dogajanje v prihodnjih dneh in tednih. Kdo bo prevzel oblast in kako se bodo odzvale strukture, ki so bile zveste Maduru. Marko Gregorc. Zadnjih 30 let v Venezueli nismo živeli, ampak se zgolj borili za preživetje, pravi Alberto Cisneros, ki je s svojo ženo v Slovenijo prišel pred približno 5 leti. Mobili brez elektrika, brez interneta, brez vode, brez gorive, brez vode, brez vsega naenkrat. Vso srečo ob prijetju Madura ni mogla skrivati njegova žena. Mi papá fue a Venezuela por un país libre y tuvo una familia en un país libre y murió en una dictadura. La dictadura de Maduro no era comunista, era una narcodictadura. Občutki sreče so ob prvih novicah preplavili tudi Marijo Voglar, rojeno v Venezueli, v Slovenijo je prišla leta 2020. Se je zgodilo in sem bila zelo, zelo vesela. Do popoldne. Popoldne sem pa že malo bolj premislila, kaj je, sem slišala trompos, pa sem začela malo premisliti, da to ne bo tako na hitro. Morebitnega maščevanja oblasti zoper ljudstvo se boji Danja Frank. Bojimo se, da ne bodo kakšne represije proti opoziciji, proti protestnikom, proti vsem tiste, ki so proti vlade. Ne? V državi naj bi delovale številne teroristične organizacije, pravita sogovornici, ameriške operacije pa ne vidita kot kršitve mednarodnega prava, saj da so si Venezuelo že zdaj delile različne velesile. Glej, invazija ni, ker smo bili že invadirali z Kitajcem, Rusom, Iranincev, Kubancov, karkoli. Vsi so prišli noter in ostali in si delili bogatstvo. Ja. Strinjata se, da bi bilo najboljše, da bi Madura menjalo ljudstvo samo, a po desetletjih izčrpavanja tega več ni bilo zmožno, pravita. Simpatiziranja z Madurom ne razumeta. Ampak lepo prosim, mislim, v to smer, ko je šla Venezuela, to ne moreš reči, da to so neke normalne socialistične države ali pa levosredinska država, tam je enostavno demokratični in pravni sistem čist razpadel in ne moreš imeti simpatije do tega. Vprašanja, kaj bo z državo naredil Trump, so legitimna, pravita sogovornici, a kritike hkrati sprašujeta, kam so gledali, ko je njihove pravice teptal Maduro.